Pozdravljeni. Kar boste videli, so pristni, avtentični posnetki. Nobenih trikov s kamero, nobenih zaigranih dogovorov. Vsi gledalci so sodelovali prostovoljno. Vsi so odnesli nepozabno izkušnjo. Moje ime je sam Sebastian. Dobrodošli v mojo magično resničnost. Dobrodošli v 6. čut. V tej epizodi poskušam krupjejki speljati 600 000 evrov. Mi bo uspelo? Upam, da Sebastian ne pride za mojo mizo. Nekateri ljudje povezujejo karte z družabno igro, drugi s čarovniškimi triki in tretji s hazarderstvom oziroma igranjem na srečo. Meni so bile karte zmeraj posebna strast. In postavil sem si izziv, ali mi lahko z mojimi tehnikami uspe prepričati ljudi, da verjamejo nekaj, kar jaz želim, in so zato celo pripravljeni zastaviti svoj denar. Ste kdaj igrali za denar? Tu pa tam. Sej ne rabite igrati za denar, jaz vam pokažem, kako to delajo, da te prevarajo. Mogoče ste kdaj videli enega, ki ima damo, pa drugi dve karti, ti pa okoli premeša, ti moraš slediti, kje je dama. Prvo, kar veš, je to, da nimaš več tistih 100 evrov, pa si stalo, petek ti pobere. Daš tako roko? Ok. Glej, recimo, se stopi bliže, ti tudi. Imaš križevo damo, ne? Pa jo dobro drži zdaj. Si dobro gledal, kaj sem ti v roko dal? Ja. Zdaj, če bi mi dva igrala to igro na ulici, ne? In bi te vprašal, kaj imaš v roki, kaj bi rekel? Damo, križevo. Križevo damo, mislim, je fair. Bi stavil 50 evrov, da imaš križevo damo v roki. Ne. Si videl, ne zaupaš svojim čutom? Rečemo, da bi, ja. Rečemo, da bi. Si malo, si gamblerska duša. Ja. Ok, lahko obrneš, pogledaš, kaj imaš. Hvala, da se splača, brat, gled, če zadene se podvoji. Tako si že mislim, da je to dajnemo. Gled, jaz vam pa srce damo, ti še enkrat pokaži, kaj imaš. Križ damo, jaz pa srce damo, pa obe okolo obrnemo, pa dam jaz mojo tebi in vzamem zdaj tvojo. Zdaj pa ne švinglat, pa mi povej, kjero damo, sem ti dal roke, križ ali srce? Srce. Primi obe. A bi bil presenečen, da je zdaj to srce damo, pa je spet to križ damo? Ja, bi bil. Kjera ti misliš, da je kjera? Ja, da je ta srce, ta pa križ. Je fair, ne? Mislim, pa odmah karti sta gledala, dobro zraven, videla tudi, ne? Ok, gled zdaj to. Si kaj čutil? Daj pogled zgornjo najprej. Wow, le tole, bravo, respekt. Skoraj sem zgubil 50 evrov. Moj prijateljski nasvet, ne gamblat na ulici za denar, vse ti bodo pobrali. Hvala. Se bomo držali na sveta. Noro. Ne vem, ali je to od včeraj, ko sem bil zunaj, ali je res. Ali so to stranski učinki, kakje pijače, ali to res. Zgleda, da je res. Ja, to je križava, to moja srčeva. Je fair, ne? Si gledala, dobro? Ok, torej, ta je, katera dama? Srčeva. Ta pa križava. Ja. 50 evrov na vsako bi dala, ne? Ja. Se podvoji. Glej, kaj imaš zgornjo, poglej. Kaj pa spodnja? O, dobro, okej. Ne vem, karte so dobre. Zgubila bi. Rubi zgubila zdaj. Ja, bilo je zelo zanimivo, ja. Nategnil me. Katero karto sem ti jaz dal v roko, srce ali križ damo? Kjero? Križ damo. Ok, ti imaš križevo, jaz pa ti dam zraven mojo srčevo. Ja. A bi bila zdaj presenečena, da se zamenjata, pa je to srce dama, pa je to križ dama? Ja, itak. Ste dobro gledali vse? Ta bi mogla biti srčeva, to pa križeva. Ali ne, ravno obratno je? Zdaj, če bi stavila 50 evrov na vsako karto, kjera? Če bi imela polno denarnico? Ja. Bi, ne? In torej, ta dama je srce, ta pa križ? Ja. Ali obratno? Ne veš. Te pa poglej zgornjo. Kaj? Kaj pa spodnja? Kako je to? Ja, shit. Nič mi ni več jasno. Kaj veste, zakaj se gre? Zdelo se mi je zanimivo, ker nisem pričakovala, da bom na koncu imela asa v rokah, kar pa sem
Kar pa bom skušala odnesti iz te izkušnje, pa je, da ne bom gamblala nikoli na cesti. Ok, zaenkrat mi gre dobro. Z ljudmi, ki ne poznajo teh spretnosti in tehnik. Kaj pa nekdo, ki je strokovnjak? Odpravil sem se v prestižni kazino v Šentilju. Igre na igralnih avtomatih me nikoli niso zanimale, vendar lučke številnih naprav so me vseeno premamile, da sem svojo srečo prepustil mašini. No, tokrat igralni avtomat kljub visokim obljubam ni bil radodaren in me je pustil praznih rok. Se pa je na moje povabilo odzvala simpatična kropjejka Jasmina, s katero sem želel preveriti, ali bi mi z mojimi skritimi tehnikami uspelo priigrati veliko večjo vsoto kot zgolj 50 ali 100 evrov. Kaj pa recimo $500 000 ali še več? Priznam, bil sem kršivčen in negotov. Kako dolgo ste vi v kazino že v tem poslu, pač poklicna delivka kart? 7 let. 7 let. Ste skozi tukaj v tem kazinoju? Ja. Pa delate kaj, v bistvu, kakšne igre imate tu pri mizi? Poker, blackjack? Poker, blackjack, ameriška ruleta, midi punto banko, double deck blackjack, pa še enih par vrst pokera. Karibski poker, bonus poker, ultimate poker. To je vse pri mizi? To vse pri mizah, ja. Koliko pa igralcev pri mizi lahko pri eni igri? Odvisno kje. Na kartah običajno 6 ali več, lahko tudi manj, tudi z enim igralcem gre. Na pokru pa je odvisno, do 10 igralcev. Tako da lahko blackjack igrate v bistvu z enim. Pokra pa verjetno ne igrate z enim igralcem. Ja, tam, kjer se igra proti banki, lahko igra en igralec. Ste imeli kdaj kako izkušnjo, kakih zlorab? Se da to kako zlorabljati, recimo, da bi kdo od gostov... Se ljudje probajo, ne? Se je že zgodilo, ja. Aha, se je že zgodilo, da je kdo želel kam pretentati ali pa... Ja, so poskušali, ja. Ok, ampak verjetno zato, ker imate svoje karte, je to verjetno dosti težje, ne? Ne, večinoma so žetoni poskušali mešetariti kot s kartami, ne? Koliko pa se približno da zaslužiti, recimo, v eni igri ali kako je to? Odvisno stavi vsak, koliko želi? Odvisno od stav, ne? Ker na blackjacku je izplačilo 1 za 1, razen če to ni ravno kombinacija blackjack, kjer je izplačilo 3 za 2, ampak če vi stavite 5 evrov, je izplačilo 5 evrov. 1 za 1, ne? Aha, razumem, ja. Ja. To ni tako kot pri ruleti, ne? Kjer se lahko z veliko pomnoži vložek. Pri ruleti je drugače, ja. Kaj pa poker? Odvisno na katerem, če bi igrali tukaj, kjer so turniri ali pa cash game, tam igrajo izključno igralci med sabo. Če pa igrajo na pokrih, kjer igrajo proti banki, takrat pa je banka kot en igralec in igrajo vedno proti njemu. Banka ima 2 karti zakriti, igralec 2 karti, ki jih vidi, in potem, ko se odpre board, flop, turn, river, se potem primerjajo kombinacije, kdo je boljši. Torej najnižja kombinacija je par, torej 2 enake karti, ne? Lahko tudi high card zmaga. Aha, če nima nobene kombinacije, je tisti, kjer ima višjo karto. Tako. Drugače pa imamo en par, potem sta 2 para, ne? Ja, potem je tris, torej 3 enake. Tako. Potem je full house. Lestvica je potem. Aha, lestvica. Potem je pa barva. Torej 3 plus en par. Ja, pardon. Ne, za lestvico je barva. Ja. Potem je full house, 3 plus en par. Poker so 4 enake. Potem je barvna lestvica, pa royal flash. Od 10 do asa v barvi. Najvišja barvna lestvica. Zdaj, jaz bi vas tudi povabil na eno tak igro, na 1 na 1, če lahko poskusiva. Ja, lahko, ja. Ja, imam s seboj eno karto, zdaj imate tu, sam če še povemo, koliko imamo vrednost tukaj v čipih? 500, 600 tisoč, 602 tisoč, pa še nekaj. Kar velika vsota, no. Ja, dobro smo štartali.
Jaz bi vas prosil, če bomo igrali eno tako igro pokra, mogoče malo drugačno, kot ste vi vajeni. Okay. Pa da ne boste rekli, da sem kot čarodej kakorkoli ročne spretnosti, da želim uporabiti ali karkoli, bomo vzela samo 10 kart. To pomeni, da bo vsak od naju dobil 5 kart. Damo recimo tako bomo dali 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pa damo za začetek. Mislim, da je tako najbolj fair, 10 kart, vsak si jih bo vzel 5, recimo, ne vem, recimo, pač katerokoli karto želite, si jo k sebi potegnete, pač gremo eno po eno, okej? Recimo to. Še recimo to. Pa naprimer to. Naključna izbira. Poskusiva srečo, lahko pokažete, kaj imate vi? Vse odprem? Ja. Aha. En par, v bistvu, če bi dali. Ja. Torej imamo recimo en par iz 5. Tako. Ok, tokrat imam srečo Ja, res je. z dvema paroma. Res je. Gremo še eno. Vi osebno igrate poker drugače? Včasih. Tako je doma z družbo. Pa kako vam gre drugače? Zmagujete? Ja, gre. Jaz sem bolj ziheraš. Aha, ok. Te pa dajmo drugo. 4, 6, 7. Jasmina, jaz bi vam tokrat rad dal neke vrste prednost, pa vam pokažem, gledajte, kaj mislim s tem. Malo primešal. Pa bom od nekaj kart vam obrnem. Recimo to. Ok. Primer tako. Zdaj, pravzaprav vi imate možnost, ko vidite, ene so gor obrnjene, ene so dol, mi povejte, ali želite, da vzamem jaz karto iz navzgor obrnjenega kompleta, torej navzgor obrnjeno karto ali navzdol obrnjeno karto, katero vzamem. Kaj vam še lahko karto izberem? Jaz mislim, da sem vam za začetek dal, ker dovolj prednosti. Lahko zaprto. Zaprto karto, torej... Ja. Ok. Pa vi vzamete katerokoli karto želite, ok? Bomo kralja vzeli, to je kar visoka karta, ok. Je fair? Fair. Vi ste odločili, katero karto. Zdaj, kaj imate en par že imate, lahko še pogledamo, kaj imate ostalo. 2 para. 2 para. Ok. Če imate vi 3 jase. Ne, nimam 3 jase, imam pa 3. 3 kralje. 3 kralje, torej spet sem jaz dobil. Ja. Gremo še enkrat. Gremo tokrat pa naredimo steza dama, jaz imam kar dober občutek, no jaz bi šel kar all in, pa vam dam tokrat zelo veliko prednosti. Dobro. Ste za all in? Ja, ja. Ok. Tokrat mi boste povedali, torej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tokrat vam bom pokazal vsako karto in boste se vi odločili, ali jo vzamete vi ali jo vzamem jaz. Dobro. Ok? Jaz sploh ne vidim kart. Na tej točki se odločam že. Ja, ali gre ta karta k meni ali gre k vam? Lahko gre k vam. K meni? Tudi. Tudi k meni? Tudi. Ok. Ta gre k meni. Tudi k meni. K meni. K meni. K vam.
meni. Kaj ta ostaje meni? Ostane, ja. Jaz sploh nisem videl kart. Vi ste videli vse karte, ok? Ampak vam dam za konec še eno možnost. Bom čisto naključno. Vam dam eno karto in vam dam možnost, vi si pogledate svojo karto in mi lahko svojo najšibkejšo karto zamenjate z mojo. Recimo, jaz vam vzamem eno karto vam dam, sploh ne vem, katere ste mi dali, vi mi pa svojo najšibkejšo karto dajte z meni. Kaj jih pogledam lahko torej? Seveda, pa si odločite, katero želite zamenjati. Zdaj, če sam ponovim, jaz sem vam dal res zelo veliko prednosti. Vi ste se odločili za vsako karto, ki jo želite. Vi ste odločili karte, ki jih imam jaz. Jaz nisem sploh videl mojih kart. In tudi naključno sem vam dal eno karto in vi ste eno z mano. Je res? Ja, res je. All in. Ja, sprejmem. Ok, poglejte, kaj imate. Ok. En par. Ja. Ok, jaz imam tudi en par, ampak vi imate višji par. Samo imate tris. Ne, imam pa dva para. Ok. Srečo imate, kaj? Hvala lepa za igro danes. Ja, hvala enako. Bi pa vam rad pokazal še eno stvar, mogoče, lahko vas prosim, kar premešate karte, kar izvolite, pa premešate malo. Mogoče ste videli kdaj na ulici tiste ulične kvartopirce, ulične gamblerje, kjer igrajo igro tri card monte, se reče, ne? Torej monte s 3 kartami, ampak ponavadi je pravilo to, da je dama ena karta in potem ti da drugi 2 karti zraven in ti vse 3 premešati, navzdol jih obrne in ti premeša, ti pa moraš slediti, kje je dama. In ponavadi ljudje stavijo in prvo, kaj vedo, je to, da nimajo več tistih 100 evrov ali koliko so stavili, ker itak je to igro zelo težko zmagati. Ne? Ja. Zdaj, jaz bi vam pokazal, kako oni to delajo, ne vem, če ste kdaj videli to, ampak samo da poiščem eno damo. Pa si predstavljamo, da smo zdaj na ulici, ne, se gre za čisto imaginarno igro, ampak če kar lahko daste tako roko, pa bo to, hočem, da je fair, pa primite dobro to damo. Zdaj, če mi dva igramo na ulici, ne, in vas jaz vprašam, bi stavili v bistvu denar na svojo karto. Kaj mislite, katero karto sem vam dal v roke? Ja, kako sem jaz videla, je bila pikova dama. Pikova dama. Ste toliko 100%, da bi stavili, recimo. Ne, res to ne rabite da, ampak čisto tako osebno vas vprašam, če bi igrali na ulici to, bi resnično stavili? Ja, na to karto, ja. Pikova dama, zaupate svojim čutom. Okay. In koliko bi stavili, recimo, zdaj, če imamo to igro? Zdaj si predstavljate, da je... Da je to denar. Evo, 20 000. Ok, 20 000, gamblerska duša, kar je? Ja. Ok, pogledajte, kaj imate. Je fair, mislim, se splača igrati. Tako. Zdaj, oni v bistvu delajo tako, da imajo enega igralca svojega, ki on stavi, mi gledamo zraven, vidimo, to je zelo preprosto. Pa gremo malo bolj zapleteno narediti, gremo z 2 kartama. Vzamem recimo srce 5, imam jaz, ker še enkrat primite vašo karto, pa obrnemo obe okoli, tako pa vam jaz dam mojo srce 5 in vzamem vašo pikovo damo. In zdaj, če vas še enkrat vprašam, katero karto sem vam dal v roke, srce 5 ali pikovo damo? Srce 5. Ja, in bi stavili 20 000, da imate vi, jaz vam še enkrat pokažem, pa tudi, če bi nekdo drug igral, ne, kaj bi rekli, kjero imate vi, kjero imam jaz? Srce pik, srce 5 pa pikova dama. Zdaj, če pa primete obe, vam hočem dati v obe, bi bili presenečeni, Jasmina, da je zdaj to spet pikova dama, pa je zdaj to srce dama. Pardon, pikova dama in srce 5. Kaj si mislite vi, katera karta je katera? Jaz mislim, da ni, ne. Torej, da ni ta drugačna. Tu je 5, da je tu dama. Torej, srce 5, pikova dama. Tako. Bi dali all in? Ja, bi, ja. 600 000 evrov. Recimo. Lahko pogledate najprej zgornjo. Pismo, kaj ste mi omenjali. Ja, krasno. Da bi vse zgubila. Ja, res je.
V bistvu sta nazaj pri meni v kompletu, evo, pikova dama. Kaj smo še imeli, srce 5? Sam vi ste čarovnik. To je lahko olajševalna okoliščina malo, ja. To bi jaz tudi rada znala. Bi imel dovoljen vstop v kazino s takimi spretnostmi? Verjetno ne. Če bi vas dobili, ne. Če vas ne bi dobili, pa je okej. Upam, da Sebastian ne pride za mojo mizo.